Pozdravljeni na današnji virtualni izjavi predsednika vlade Janeza Janše po zasedanju Evropskega sveta. Predsednik, izvolite. Ja, hvala lepa. Kot rečeno, že včeraj je bilo na dnevnem redu kar nekaj kompleksnih vprašanj. Poleg tega pa še seveda povsod prisotna situacija s covidom, ki je dobila tudi eno od osrednjih mest na teh razpravah, ampak pojdimo lepo po vrsti. Zdaj, kar se tiče Brexita, je Evropska unija zelo enotno sprejela izhodišča za nadaljnja pogajanja. So pa bila ta sprejeta precej hladno pač v Veliki Britaniji. Kljub temu upamo, da se bodo pogajanja vsaj v omenjenem obsegu nadaljevala in da če ne bo možno doseči nekega popolnega sporazuma, da bodo doseženi dogovori vsaj na nekaterih področjih. Zdaj, kot si vemo, so odprta vprašanja predvsem pri poglavjih ribištva, konkurence in nadzora nad samim sporazumom. Zdaj, če so do pogajanja nadaljevala in če tukaj prišlo do prebojev, potem bo tudi vse ostalo, kar je odprto mogoče še rešeno, kljub temu, da časa zmanjkuje in da se je pač treba pripraviti tudi na tako imenovani nedogovor in na vse posledice, ki iz tega izhajajo. Zdaj, kar se tiče podnebnih sprememb, je bilo veliko govora o tem cilju 55-odstotnega zmanjšanja emisij, vendar pa so problemi v podrobnosti. Zdaj, kar se cilja tiče, nihče ni imel velikih pomislekov. Pomisleki so pa glede načinov, kako doseči, glede cene, ki je potrebno za to plačati, in seveda glede pravičnega pristopa. Zdaj, vse to je vprašanje tudi za Slovenijo. Te cilje je pač potrebno doseči tako, da bodo dejansko trajnostni, ne da bodo zgolj doseganje nekih pač formalno določenih ciljev, ne glede na ceno in ne glede na posledice. Zdaj, to po domače rečeno pomeni, da nima smisla, da na veliko subvencioniramo električne avtomobile, ukinjamo dizle, potem pa kurimo premog v termoelektrarnah za to, da polnimo električne avtomobile. Se pravi, tukaj so neke racionalne meje, ki jih je enostavno potrebno upoštevati. Naslednja takšno važno vprašanje, ki v detajle še vedno ni dorečeno, je vprašanje globalne konkurenčnosti. Če se Evropa, katere emisije predstavljajo dobrih 10% vseh emisij na svetu, striktno drži pravil, omejuje lastno industrijo v lastno škodo in tako naprej, potem bo njena konkurenčnost padala in na koncu bo tudi manj denarja za raziskave in za inovacije. So pa verjetno inovacije edina pot, preko katere lahko tudi dolgoročne podnebne cilje tam do leta 2050 dosežemo ob vzdržnem razvoju, ohranitvi načina življenja in ohranitve civilizacije nasploh. Še posebej zato, ker glede na pač razvoj, glede na sedanjo stopnjo razvoja, je jasno, da brez inovacij, brez novih prebojev tukaj, brez uporabe jedrske energije teh ciljev ni možno doseči. Z uporabo jedrske energije pa imajo nekatere države težave, omejitve takšne in drugačne, in z tega vidika je seveda razvoj, gospodarska rast, ki generira dovolj sredstev za to, da vlagamo v napredne tehnologije, v raziskave in razvoj, v inovacije, edina pot, zato pa je seveda potrebno imeti gospodarsko rast, ki to generira. Se pravi, tukaj so okviri in limiti, v okviru katerih se gibljejo tudi napori za uskladitev strategije, zato da se ti cilji dosežejo. Z vidika pravičnosti je seveda prav tako pomembno, da se vidi, s kakšnimi naravnimi viri nekatera država razpolaga. Ker država, ki ne razpolaga z zadostnimi naravnimi viri za to, da pridobiva električno energijo iz pač
nespornih neemisijskih virov, je že v izhodišču v slabšem položaju in se te uteži bo pač potrebno dodati v dokončno odločitev. Včerajšnji večer je seveda prevladovala razprava o situaciji v zvezi s covidom. Slika se povsod po Evropi v bistvu slabša. Prihaja drugi val, ki pač ni presenečenje, ni bil nepričakovan. Že od maja naprej je bilo jasno, da bodo tudi jeseni, če ne bo cepiva, in zelo malo realnih napovedi je bilo, da bo. Da tudi jeseni potrebno sprejemati ukrepe, tudi za ustavljanje javnega življenja, delno gospodarstva. Kolikor ne bomo sposobni izdelati in uvesti elektronske aplikacije, ki bi lahko bistveno pač omejila širjenje virusa. Na evropski ravni se zato nismo uspeli dogovoriti, preveč je bilo ovir. Tudi na nacionalni ravni zaradi teh mešanih pristojnosti in okvirov to praktično ni v celoti naredila nobena država. In od te elektronske aplikacije, od katere bi lahko imeli velike koristi, imajo določen učinek v smislu zajezitve širjenja virusa samo tiste države, ker se je pač prebivalstvo prostovoljno naložilo to aplikacijo, in to delno pomaga epidemiologom pri sledenju. So pa v bistvu dve zadevi oziroma dve stvari, ki jih je pač potrebno pozdraviti, kar se tiče vloženih naporov evropskih institucij v izboljšanje situacije, tako da zdaj vseeno se ne soočamo s tem, s čimer smo se soočali spomladi, v smislu kolon na mejah, zastojev, logističnih problemov in tako naprej. Zdaj ta priporočila glede prehajanja meja, glede označevanja nevarnih regij in tako naprej, izdelana v okviru Evropske komisije in potem usklajena v svetu, so dobra. Slovenija jih že nekaj časa praktično v celoti upošteva, tudi večina drugih držav. In na ta način, tudi če bo situacija z širjenjem koronavirusa še bolj zaostrena v prihodnosti, mislim, da se bomo realno izognili problemom, ki smo jih imeli v zvezi s prehodom meja, pa z logistiko in oskrbo v pomladnih mesecih. Zdaj, komisija je tudi izdelala priporočilo glede priprav na cepljenje, takrat, ko bo cepivo na voljo. Zdaj, katere so tiste skupine, ki naj bodo prve na vrsti, definiran je pač enakopraven pristop, kar se tiče delitve cepiva iz teh evropskih nabav, pri katerih sodeluje tudi Slovenija. In mislim, to priporočilo, ki je pravočasno tukaj, vsem nam pomaga, da se pripravimo na ta korak, ki ga težko čakamo, in ki bo glede na vse, kar je doslej znano in spoznano in izkušeno, verjetno tista točka spremembe, ko bomo pač lahko bolj optimistično gledali na uspeh boja za zajezitev širjenja koronavirusa. Zdaj, veliko je bilo govora tudi o po domače rečeno zanikanju virusa oziroma nevarnosti virusa. Pač to je nekaj, s čemer se srečuje povsod po Evropi. Zdaj, določen del populacije spomladi ni bil prizadet, je bilo relativno malo obolelih pri teh mlajših starostnih kategorijah, tudi ne umrlih in tako naprej, in pač preveč se je razširila neka miselnost, da je to problem samo določenih starostnih kategorij, čeprav je seveda to problem vseh, tudi in še posebej ogroženih skupin, tistih, ki imajo določene kronične bolezni in tako naprej. Po Evropi je trenutno na bolniških posteljah na stotine, na tisoče mlajših z različnimi kroničnimi boleznimi, ki so tudi že na intenzivni negi, se pravi,
tukaj je nemogoče uporabiti nek tretma ali pa pristop, ko se pač družba razdeli na tiste, ki so ogroženi in na tiste, ki niso ogroženi in ukrepi veljajo samo za eno kategorijo. Ne. Glede na to, da je to širjenje pravzaprav laži, neresnice, nekaj, kar očitno ne drži in o čemer se lahko vsak prepriča, če gre v katerokoli COVID bolnišnico v Evropi z COVID bolniki, je to pač to širjenje preko državnih omrežij, preko medijev, zdaj to dejanski zdravstveni problem. Ne, in je bilo veliko govora o tem, kako se s tem spopadati. Prav vsi kolegi in kolegice iz prav vseh ostalih držav članic Evropske unije so to omenjali pač kot vprašanje, kot problem, tudi kot sociološko vprašanje, glede na to, da pač Evropa tukaj uporablja drugačne ukrepe kot nekatere države, ki so nekatere neevropske države, ki so v pomladnem delu virus uspešno zajezile. Kar se tiče Afrike, je bila današnja razprava precej dolga, deloma posvečena bolj različnim pogledom na nekatere evropske teme kot na samo Afriko, vendar pa so zaključki dobri in so dobro izhodišče za naslednje srečanje, za katerega upamo, da bo v roku nekaj mesecev z predstavniki Afriške unije. Dva poudarka sta iz zaključkov in te razprave, ki zaslužita posebno omembo. Eno je vprašanje razvojne pomoči, ne, kjer nas je zelo veliko poudarilo, da sedanji način delitve te razvojne pomoči očitno ne daje vseh potrebnih rezultatov, da se veliko te pomoči izgubi vmes, da je potrebno spremeniti način, uvesti transparentnost in tudi začeti obravnavati Afriko ne kot eno državo, ampak kot celino, ki ima različne situacije v različnih državah in za vsako državo je pač potrebno imeti pristop, ki izhaja iz realne situacije. Sicer so silne evropske milijarde, ki se namenjajo za razvojno pomoč, v veliki meri investirane v prazno. Veliko govora je bilo tudi o problemu migracij, ilegalnih migracij. Afrika je velik vir ilegalnih migracij za Evropo. V zaključke je, mislim, da prvič v zgodovini, odkar se to vprašanje obravnava na Evropskem svetu, prišla beseda repatriacija, se pravi v naslednjih korakih v odnosih med Evropsko unijo in Afriko. Bo seveda ena od tem tega sodelovanja in komunikacije tudi repatriacije tistih, ki so iz Afrike ilegalno prišli v Evropo. Zdaj s tem je bila zelo široka podpora, glede na to, da je to velik problem. Kar se tiče Turčije, tema ni bila na dnevnem redu, ampak glede na to, da je od 2. oktobra, ko je Evropski svet nazadnje to temo obravnaval in sprejel določene zaključke, prišlo do novih provokacij, je danes Evropski svet izrekel še dodatno opozorilo Turčiji. Bila je izražena, lahko rečemo, predvsem močnejša podpora Grčiji in Cipru, tudi iz strani tistih držav, ki so še 2. oktobra predlagale tako imenovan dvojni pristop, dajmo še eno priložnost v tem smislu. Zdaj je potrpežljivosti bistveno manj in dejansko gre zdaj za
rekel, nek čas zadnje priložnosti do decembrskega vrha, ko bo Evropska unija odločila, kako naprej. Toliko v zvezi z temi glavnimi temami, ki so bile obravnavane, mogoče še informacija, da je zaradi zaostrene situacije v zvezi s COVID-om odpovedan vrh v Nemčiji v novembru, ki naj bi bil namenjen obravnavanju odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko. Če je kakšno kratko vprašanje, prosim. Predsednik, pozdravljeni, Mojca Širok, RTV Slovenija. Jaz sem dve vprašanji na dve temi. Prvo, glede COVID-a, omenili ste da ste pač vsi voditelji pozdravili ta okvirni predlog komisije. Glede priprav na cepljenje pa me zanima, kako konkretno se Slovenija pripravlja na cepljenje, se pravi, s katerimi ukrepi in koliko denarja v evropskem okviru namenja za cepivo, za razvoj cepiva in ali bo, če je to že znano, če je vlada o tem že govorila, cepivo v Sloveniji brezplačno. Drugo vprašanje v zvezi z epidemijo, glede na današnji spet rekordno število okužb v Sloveniji, me zanima, ali bo vlada v naslednjih dneh spet razglasila epidemijo in kaj bi to pomenilo za javno življenje. In še druga tema pa glede podnebnih sprememb. Zdaj, evropski voditelji o tem vprašanju nazadnje razpravljali decembra lani. Takratni slovenski premier Šarec je dejal, da je za Slovenijo dobro, da je tisti dogovor vključeval jedrsko energijo in da pač je vsaki državi prepuščeno, da sama odloča o svoji energetski mešanici. Slovenija pa da ima na poti do ogljične nevtralnosti eno veliko težavo, več nalog, ena med njimi je TEŠ 6. Torej, zanima me, ali so se stališča Slovenije glede tega danes kaj spremenila? Hvala. Mogoče najprej odgovor na to zadnje, ker bo najkrajši. Stališča Slovenije izhaja iz naših naravnih danosti, iz tega, kar pač imamo na področju energetike, iz možnosti, za katere vsi vemo, kakšne so, da energijo pridobivamo iz obnovljivih virov in to seveda ni odvisno od ene ali pa druge vlade, lahko sicer različno govorimo, ampak situacije tukaj ne moremo spremeniti. Tudi kar se tiče jedrske energije, do leta 2030 zagotovo ne bo novega bloka v jedrske elektrarne, glede na postopke, ki so potrebni, tudi če se v zvezi s tem dokončno odločimo, tako da v tem času bo treba narediti veliko stvari, če se hočemo približati temu cilju, za katerega pa ne vemo čisto natančno, kakšen bo, glede na to, da so ta vprašanja glede nacionalne alokacije seveda še odprta in bo to debata trajala še najmanj pol leta. Zdaj, glede COVID situacije, nažalost, glede na napovedi in glede na izkušnje, ki jih imamo, je pred nami, kar se Slovenije tiče, zagotovo še nekaj dni, v katerih lahko pričakujemo tudi še kakšen nov rekord, glede teh številk, ker očitno blagi ukrepi, ki so bili odvisni od tega, da jih več ali manj prostovoljno upoštevamo, niso prijeli. Zdaj, moram reči, da po tem, kar sem slišal, pri tem nismo kakšna izjema. V celi Evropi je približno en tak pristop bil, se pravi, preveč ležeren, preveč usmerjen v zaupanje v to, da spomladi smo bili dobri, smo imeli dobre rezultate in zdaj se bodo tudi stvari same po sebi uredile. Zdaj, mi smo v načrtih, ki smo jih naredili poleti, seveda predvideli vse situacije in za vse situacije so pač pripravljeni ukrepi in jih bomo sprejemali. Ponavljam pa še enkrat, kar sem dejal že velikokrat, da vsak nadaljnji ukrep, ki predstavlja dodatno omejevanje določenih storitev, pa tudi javnega življenja nasploh, se na koncu odrazi tudi v finančnih, pa tudi socialnih posledicah. Tako da je res v našem skupnem interesu, da mogoče vsaj zdaj, ko stopajo veljavo kombinirani ukrepi, ki so še vedno relativno blagi, dejansko vsak naredi vse, da se te ukrepe upošteva. So nekateri malo nadležni, kot je recimo nošenje maske, ampak to nič ne stane v bistvu. To je še najceneje in je tudi učinkovito, glede na to,
kakšne izkušnje imamo, recimo, ali pa imajo v sosednji Italiji, pa tudi v nekaterih drugih državah, manj razvitih od nas, ker so s tem ukrepom nošenja maske povsod v relativno kratkem času vsaj omejili rast širjenja virusa. Tako da situacijo vsak dan spremljamo, se bo spreminjala tudi kar se tiče rdečih in ostalih regij in vlada bo glede na to reagirala. Ne. Zdaj, ali je dejansko zdaj vsaj ta kombiniran pristop začel dajati rezultate ali ne, pa bomo seveda videli konec prihodnjega tedna. Prosim. Peter, prosim. Ja, samo pod vprašanje. Ja, ne, nisem še. Se pravi, ne razmišljate zaenkrat, predsednik, še o razglasitvi epidemije? Razglasitev ni odvisna od našega razmišljanja, ampak od številk, kakršne bodo. Številke oziroma ti parametri so, teh parametrov ni določila vlada, ampak jih je pač določila zdravstvena stroka, glede na kapacitete, ki jih imamo v bolnišnicah, glede na število zdravnikov, medicinskih sester, epidemiologov, strokovnjakov, ki se s tem ukvarjajo, in ko bomo prišli do teh parametrov, oziroma če bomo prišli do teh parametrov, bo epidemija razglašena avtomatsko pravzaprav, ne. Tako da tukaj ni dilem. Pa samo še na prvi del tega vprašanja, cepivo. Kako potekajo priprave na cepljenje in ali bo morda cepivo v Sloveniji brezplačno, vlada o tem že razpravljala? Ne, cepivo bo brezplačno, tudi cepljenje proti gripi je brezplačno, tako da o tem ni nobenih dilem. Kar se tiče priprav, zdaj cepljenje ni kakšna raketna znanost, ne, to obvladamo in mislim, da bomo lahko, ne samo da bomo lahko, da bomo z veseljem, ne, ko bo cepivo na voljo, promptno, pravzaprav dnevno, po prioritetah, ki so priporočene tudi s strani Evropske komisije, s cepljenjem začeli in ga tudi izvajali, tako da tukaj ne bo nobenih zastojev. Peter, izvoli. Ja, Peter Žiravič delo. Gospod predsednik vlade, samo eno kratko vprašanje glede zasedanj v času pandemije, ne. Zdaj na koncu kar 4 udeleženci niso mogli sodelovati na Evropskem svetu. Ali se vam zdi smotrno, da se takšna zasedanja fizični zasedbi nadaljujejo, in ali ne bi bilo bolj smotrno, da se spet vrne na videokonference, pričakovanje spet še en vrh o Brexitu, ne, in ja, to me zanima, ne. Kako vidite vi zadevo? Bila je debata tudi o tem na vrhu, kolikor vem. Je bila debata, sem bila razmeroma kratka. Zdaj, povsem praktično, gledajte, določenih zadev se preko video povezav ne da dogovoriti. Ena od teh zadev je recimo finančni paket, kakršnega smo imeli na mizi v juliju. Potrebovali smo 4 dni fizičnih zasedanj, 4 dni in noči, in tega preko videokonference nikoli ne bi dosegli. Poleg tega julija je bil Bruselj pravzaprav pod ukrepi, ki so podobni tem, ki so danes, pa mislim, da ni bilo nobenega poročila o tem, da bi kdo zbolel takrat, se pravi, se je ukrepe upoštevalo in se je dalo zasedanje, kljub temu, da je trajalo rekorden čas, izpeljati relativno varno. Tudi včeraj je bilo na dnevnem redu nekaj tem, ne, pri katerih smo vsi odložili tudi telefone in vse elektronske naprave, kjer se pač preko video povezav, recimo pogajalskih izhodišč, enostavno ne da varno dogovoriti, ne. Tako da to srečanje včeraj, predvsem včeraj v fizični obliki, je bilo praktično nujno, glede na to, da se nekateri roki iztekajo in vsi tisti, ki so javljali, da so bili v stiku z osebo, ki je bila izpostavljena ali pa ki je bila v rizičnem stiku, zdaj je šlo v glavnem za sekundarni stik, ne, se pravi stik z osebo, ki je bila v stiku z osebo, ki je bila pozitivna, ne. Nihče od njih, kolikor vem, ni bil v primarnem stiku, razen predsednice Evropske komisije. Imamo še kakšno vprašanje, če ne bomo počasi zaključili? Petra, izvoli, potem pa zaključimo. Hvala, Igor. Peter, se slišimo? Ja, me slišite? Hvala, slišimo.
Jaz imam samo eno vprašanje glede podnebja še. Zdaj 11 članic je podpisalo posebno izjavo, v kateri pač se zavzema podpira ta cilj zmanjšanja odstotkov za izpustov za najmanj 55%. Pa me zanima, zdaj Slovenija se ni pridružila tej pobudi, a se morda bo v prihodnje. Pa glede na to, da je bila včasih Slovenija med bolj podnebno ambicioznimi, a zdaj to pomeni, da se tukaj spreminja naša politika. Hvala. Jaz še enkrat ponavljam, da politiko lahko spremenimo vsak dan. Samo s to spremembo pač naravnih danosti ne bomo spremenili. Ne. Še posebej, če smo se v preteklosti sami streljali v koleno. En tak strel v koleno je recimo razglasitev 38% ozemlja Slovenije za področje Nature 2000. Zdaj na teritoriju, ki je pod Naturo 2000, je marsikaj prepovedano, ne, tudi ali pa onemogočeno, tudi pridobivanje energije iz naravnih in trajnostnih virov. Torej, smo tle v neki kontradikciji. In to situacijo je praktično nemogoče spreminjati. Ne. Se pravi, Slovenija ima 38% ozemlja pod samo restrikcijo, ker je tudi evropska plomba. Evropsko povprečje je drugače pa 18%, je še enkrat nižje. Ob tem, da imamo tudi drugače izjemno omejene naravne vire. Kjerkoli vlada pride, pač ta dejstvo težko spreminja, kljub temu, da bomo, kar se Nature 2000, ne, tukaj poskušali biti, bom rekel, ekološko osveščeni, pa vendarle ne popolni idioti, kot so bili tisti, ki so takrat tiste zemljevide risali, ne, da bi se zavedali, zakaj pravzaprav gre. Ne, tako da, glejte, podpisi raznih izjav, kjer se zavežeš visokim ciljem, hkrati pa držiš figo v žepu, pa pričakuješ, da jih bodo drugi dosegli, ne, to pač mi se s tem ne bomo ukvarjali. Ne. Tiste cilje, ki jih mi podpremo, s tem mislimo resno, jih mislimo tudi izvajati. Ne mislimo pa za dosego teh ciljev plačati recimo 3-krat višjo ceno, kot jo bodo plačali v kakšni sosednji državi. Hvala lepa. Predsednik, najlepša hvala.